Haleluja. Novo kamero imamo. Ampak to vas ne zanima, zaradi tega, ker ste prišli na Alien kanal, na Alenka Trogarlič kanal, dobrodošli spet ali pa nazaj ali pa prvič, kakorkoli. Danes govorimo o primeru Liama Payna, njegove tragične smrti, ki se je zgodila oktobra, ki je načeloma uradno zaključena, še vedno se preiskujejo neki detajli, ampak splošno prišlo je v javnost kot solv, da je bila pač nesreča. Danes je Miklavž, mogoče ne morete zdaj naročevati več takih lepih Jim Beam paketov za Miklavža pa Dedka Mraza, ampak definitivno lahko za božička, tudi če hočete podpreti mene in ta kanal. In če boste kaj naročevali na Jim Beamu, kjer imajo res bolane stvari, tudi pakete, take darilne, prav direkt, če imaš neko športnika v življenju, ga lahko obdariš s tem paketem in že vse možno noter in bo ful vesel. Imaš vedno kodo Alenka 5 in s tem podpreš mene in še mene nagradiš in sem ti ful hvaležna. Če kdo uporabi kodo, mi kar napišite, da vam napišem hvala lepa. Pa by the way, lepe praznike vam želim, ker je že pač vesel december in vam tega prej sploh nisem zaželela. Zdaj gremo pa naprej v video. Smo govorili o tem, zakaj ljudje ne verjamejo temu, zakaj je en kup teorij zarot, zakaj so bile čudne okoliščine. Liam James je bilo njegovo srednje ime, kot Harryja Potterja. Harry James Potter. Liam James Payne se je rodil 29. avgusta 1993, bil je načeloma tam neko eno leto mlajši približen od mene, kar je insane. Oh moj bog. In umrl torej 16. oktobra 2024 v Argentini, Buenos Airesu. Bil je angleški pevec in tekstopisec in vsi smo ga spoznali in vsi se verjetno še spomnimo njegove audicije, vsaj jaz se, ki je prišel na X Factor in... Liam, how are you? How you doing, Simon? You alright? Nice to see Haven't you. seen you in a long time. It's been a while. 2 years, yeah? 2 years, yeah. Dejansko je tam nastopal pred Simonom Cowellom in dobesedno pred svojo bodočo punco, s katero sta imela potem tudi otroka, Cheryl Cole, evo, nisem se mogla spomniti imena, ker mi je ful nenavadno gledati ta audicijski posnetek, ker dejansko nastopa pred njo in potem sta bila ona dva skup in ona sploh ni bila tako kao, wow, amazing, ampak je bila tako, ni bad. No, glavno, kasneje so se družili v One Direction, po mojem najbolj znano fantovsko skupino vseh časov. Ne vem zdaj, a so bili kakšni prej bolj znani ali ne upam trditi skozi statistično, ampak oni so res eksplodirali skupaj z Zaynom Malikom Nilem, Harryjem Stylesom in Louiem. Louis je bil moj, to sem jaz vedno govorila, dvomem, da bi se še strinjali, oziroma noben ne bi bil zdaj moj, ampak takrat je bil zame Louis, pa ne vem zakaj. Kdo je bil vaš? Napišite v komentar. Zdaj ne vem, če vam je relevantno, ampak on je takrat na X Factor, ko je šel naprej v One Direction skupino, prišel že enkrat prej, ne vem koliko let prej, tako da so ga že poznali, Žirant in so bili tako, Liam je nazaj. In potem tam do leta 2016 so oni napolno raztoravali, potem so se pa razšli, bila je neka drama. Je pa potem 2016 nadaljeval svojo kariero z Republic Records v Severni Ameriki. Je pomembno za to zgodbo, da se je tekom cele svoje kariere boril z substancami, torej z drogami, alkoholom tudi, in pa tudi z duševnimi boleznimi. Ful je žalostno, da je nedolgo preden je prišlo do te tragične nesreče, 16. oktobra je izdal tudi single Teardrops, ki je bil dejansko, je ful dobra pesem, včeraj sem rekla končno, da jo poslušam, res lepa, taka romantična, boleča. In je bila tudi na lestvicah ful visoko dolg časa, obviously. Čisto na kratko bomo šli v njegovem življenju, tako da se ga malo spomnimo, ne da samo govorimo o smrti, ker je bil le pomemben del velikih življenj. Bil je sin medicinske sestre Karen Payne in monterja Joffa Payna. Imel je 2 starejši sestri po imenu Nicola in Ruth. Je pa tudi izdal knjigo Dare to Dream, Life as One Direction. In je omenil, da je bil pred svojim 4. letom, res kot otrok, ves čas obolenc, imel je ful težav z ledvicami in res ogromno enih injekcij in preiskav in nikoli ni bil čisto ok in to je verjetno tudi predvsej vplivalo na njega, ker kot on to razloži, je res bil ful bolan otrok. Fun fact, ful se je ukvarjal s tekom na smučeh, na 1500 metrov je bil dejansko med najboljšimi v državi, tako da ful random. Kasneje se je ukvarjal tudi z boksom precej, je bila pa ena izmed teh tipičnih stvari, ki je tudi rekel, da so ga v šoli, v srednji šoli predvsem nadlegoval. Od 2008 do 2015 je potem to njegovo ekstremno obdobje One Direction, ki je pač slava, pri 14 letih je pač eksplodirala in verjetno si ne moramo niti predstavljati, kako je to vplivalo na njega. In ko so končali, je rekel, The day the band ended, I was like, thank the Lord. I know a lot of people are going to be mad at me for saying that, but I needed to stop or it would kill me. Kdaj je bil res dramatičen, to je v enem podcastu rekel in zaradi tega ga tudi veliko ljudi, nam rekla, ni marala, ampak je bil sovražen del mogoče One Directiona, tako da so ga fani se mogoče malo obrnili proti njemu, ampak so si mislili. Predvsem to govorim zaradi tega, ker je do njega prišlo več hejta, ker pač je imel tak karakter, da je marsikomu stopil na živce, se strinjam, ker je meni tudi na eni točki, tako da razumem, kako je do tega prišlo, ne razumem pa ljudi, ki javno
javno to povejo in pišejo in hejtajo. Mislim, da je bil na intervjuju ali na podcastu od Logana Paula, v podcastu z imenom Impulsive, ker je pa pol sprožil še največ backlasha do Liama. Takrat je povedal, da je ideja za One Direction začela pri njemu in da je njegov prvi solo single prehitel preostale prvence skupine. Razpravljal pa tudi o svojih negativnih izkušnjah s člani skupine, tako da morate razumeti, če so imeli drugi 4 člani tudi ogromen ljubezni oboževalcev, da pač tukaj je valjda požel poj hejt. Na nek način se je tukaj opisal kot vodja skupine in malo aroganten izpadel, tako da ja. Maja 2023 pa objavil, da načrtuje svoj nov album, kar je itak ful velik projekt. Kot sem že prej omenila, njegov dating life tukaj bo pomemben, oziroma bom naštela samo ženske, ki so pomembne, sicer leta 2016, ko je bil nekako že na solo poti One Direction, je bil Cheryl Cole in nista bila samo parček, dejansko sta imela tudi otroka, njegovega enega in edinega sina, ki je bil rojen marca 2017. Kasneje dejansko hodil, to nisem vedela, z Naomi Campbell. Ta ženska je po mojem tako, ne vem koliko stara, ampak očitno je imel res rad starejše ženske. Potem pa za zgodbo tudi pomembna manekenka Maya Henry, z njo je pa hodil nekaj časa tudi on-off in tudi 2krat sta bila zaročena in 2krat sta to za roko skenslala. Na koncu pa od oktobra 2022 do 16. oktobra 2024, torej do njegove smrti, je bil pa skup z vplivnico Kate Cassidy. Z njo sta tudi te zadnje njegove dneve in že prej pač ful objavljala, ful na Snapchat, na Instagram in tako. TikTok celo, mislim, da je imela celo TikTok in imata gor par takih cute posnetkov, čeprav pok so fani to komentirali, ni to cute, zgleda on res ful depres, skoraj smo v nežalostne oči, ona tako skače po njemu, pa se objema, pa hoče ljubčkati, pa hoče plesati z njemu, pa on prav dead look. Ok, da opišem ta dan oziroma ta zadnji teden, kaj se je dogajalo. 2. oktobra 2024 sta Liam in Kate Cassidy odpotovala skup v Argentino. Tja sta šla zato, da obnovita vizum za ZDA, da pač tam to zrihtata na veleposlaništvu ZDA v Buenos Airesu in istočasno sta šla na koncert, ker je pa tam lih turo imel koncerte Niall. Niall je bil baje na koncu tisti edini član, ker sta ona dva se nekako nazaj pokonektala. Če se je še s kom, me spomnite in napišite od spod, ampak z Niallom sta bila tako uradno bolj kolega in tukaj se ga vsi mečkan online bulijali, ker so mogoče zgovorili, da išče pozornost prek Nialla, prek njegovih koncertov, da pride na koncerte in potem hoče požeti pozornost in od fanov, ki so bili v bistvu tam za Nialla in so se valjda vsi hoteli z Liamom slikati in hejt je tudi zaradi tega takrat dobil. Še ena stvar te zadnje dni, ki mislim, da je grdo vplivala na njega, je bilo 14. oktobra njegova bivša zaročenka, 2kratna zaročenka, tista Maja, manekenka, prišla na en podcast in je povedala, da bo izdala knjigo, kjer govori na nek način o izmišljeni osebi, ampak temelji na resnični zgodbi, njeni resnični zgodbi in so valjda vsi vedeli, da če govori o resnični slabi zgodbi ene ženske, izmišljene kao v povezavi z slabim moškom, ki je bil ekstremno kao toksik in s tem je valjda mislila Liama in vsi so vedeli, da ste mislili Liama, ker je bilo ful očitno in ta zgodba ni bila prijetna, pač govorila je o tem, da je prisilil doma splavt, da ni pustil jo v javnost, čeprav je rabila zdravniško pomoč. Ta knjiga je govorila o tem, da je bil pač nasploh toksik in o tem, da je izrabljal svoje duševno stanje, da je zagrozil, če je ona rekla, da bo šla, da se bo ubil. In ona ne bi tudi umaknila te ideje, da bo to knjigo dala ven, tako da mislim, da še vedno velja, da ta knjiga je oziroma ali pa pride ven. Valjda po smrti Liama so tukaj vsi bili zgroženi, kako je lahko kaj tacga naredila, kaj tacga rekla, da samo pozornost išče, da nič od tega ni res. Mi ne vemo lih, kaj je res. Lahko da je res, ker ona piše v knjigi in da kot žrtev ni toliko narobe, da bi to ven dala, da pač druge ženske spodbuja. Ne vem pa jaz zdaj, kaj je res, tako da nič ne trdim. Ta roman bi se imenoval Looking Forward in tudi baje družina Liama je to Majo posvarila, ne ga prosim ne daje ven. Torej, ko sta v Argentini, Kate Cassidy in Liam sta najprej v luksuznem hotelu, ampak ta njuna prošnja za vizum se potem večkrat zavlekla in sta mogla, ko je tam potekel ta hotel, sta mogla v en drug hotel in sta se tudi preselila in kmalu zatem je Kate Cassidy šla nazaj domov, Liam je pa tam ostal sam, je rekel, da bo naprej rihtal to ali ne vem, kaj je bila fora. Torej, Cassidy se vrne na Florido 14. oktobra, Liam je pa ostal v Argentini in tudi 16. oktobra vemo točno, da je bil tam, vemo, v katerem hotelu je bil, to je na dan njegove smrti, ker je tam dejansko klepetal z enim fanom in ful lepo je klepetal, pač dejansko je ful. Posnetek mislim, da obstaja ne tak ful prijeten in on deluje še ok, ne deluje pijan, pa ful je prijazen, tako da na tej točki je bil 2 dni tam sam. Kasneje tistega dne je on padel iz balkona v tem hotelu
iz tretjega nadstropja, bilo je to nekih 14-15 metrov. Tik pred tem, nekaj minut pred tem, je bil tudi opravljen klic na 911, torej na policijo v Buenos Airesu, in sicer, da je vinjen oziroma moški, ki je očitno na drogah v tem hotelu in da se bojijo zanj zaradi tega, ker ima sobo z balkonom in vejo, da to ni safe. Ta klic je opravil direktor tega hotela in tudi imamo ga posnetka. Hola. 911, ¿dónde es tu emergencia? Bueno, nada, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga. Ampak itak ni v angleščini, tako da vam nič kaj dosti ne pomaga. Rekel je tudi, da ko je pri zavesti, uničuje sobo in razgraja dol v lobiju, torej v avli hotela. Zdaj, kamere so tudi ujele takrat Liama, ko je v avli hotela s flašo viskija ali prazno flašo viskija dvakrat prišel in je tam spal in sedel. Imamo tudi tole fotografijo, ker ga dejansko vlečejo gor v sobo oziroma ga nesejo gor v sobo in potem je še ena slika, mislim, da je pred sobo mišljena, ker so pač ljudje okrog njega in potem so ga dali noter v sobo. Tukaj se ljudje ful zgražajo, kako mu niso pomagali, kako mu niso stali ob strani. Če je človek na javnem mestu razgrajal, veliko več niso mogli narediti, kot na eni točki poklicati policijo, ker so to naredili, ampak Liam je dobesedno takrat vmes strmoglavo dol iz balkona. Ob 17:11 se je to zgodilo, popoldne, torej 5:11. Umrl je pa instantno zaradi zloma v lobani, pač imel notranje krvavitve, predvsem v zgornjem delu telesa, zunanje krvavitve in tako 25 različnih nekih ran in poškodb. Je možno, da so bile od padca, je pa tudi malo nenavadno, da jih je bilo toliko veliko, zato so bile kasneje tudi špekulacije, da nekaj ne štima pri tej raziskavi. Forenziki so rekli, da Liam, ko je padel, ni zavzel neke fiksne tiste pozicije, ki jo vedno človek zavzame, ko ve, da pada. Neka refleksna pozicija nastane in tudi na tleh se to vidi, on tega ni naredil. Zaradi tega so bili več kot trdno prepričani, da je on omedlel in potem padel. In kdor bo zdaj rekel najprej, da je to nemogoče, oziroma kako padeš čez balkone, oziroma kako da ne padeš na tla, je mogoče, tukaj vidimo tudi posnetek. Saj mislim, da je to legit posnetek njegovega očeta, ko je končno prišel do tega balkona, do te sobe in je sam poskusil se tako nagniti in vidite, da je ograja res ful nizka. In če sem prav razumela, tudi obstajajo dejanske kamere, posnetki, CCTV posnetki, kjer se vidi, da je on normalno padel dol. Valjda pa te posnetki niso v javnosti, tako da je meni majčkeno opasno vse skupaj. Pri teh stvarih, ki niso v javnosti, ker razumem, hvala Bogu, da tako oseben intimen posnetek ne bi šel v javnost, ampak da nikoli ne može biti 100% kaj je v zadju, ker bi vedno lahko probali kaj prikriti. Obstaja tudi precej enih posnetkov, sem videla tako na TikToku in povsod, ker kažejo kao Liama na tleh ali pa, ki se premika ali pa neki bluri, čudni posnetki gostov hotela. Meni osebno se zdijo vsi fake, tudi če ljudje mislijo, da je res, meni se zdi kar nekaj. Tudi če je, to nima kaj delati v javnosti, ker predstavljati se ti, da se to zgodi eno tvojemu bližnjemu in potem drugi to objavijo online, ni lih fajn. So tudi slike, kakšne. TMZ dejansko takrat je preletel, to je ta najbolj slavna paparaci združščina v Ameriki in je čist nehumana in mislim, da tudi imajo dejansko na njegove fotografije, ampak kakor vem, to ni v javnosti oziroma saj jaz si nisem videla. Še ena stvar pri njemu je pri tem truplu, ko so ga toliko časa potem preiskovali ti forenziki in avtopsije in vse veste, pogreb je bil precej pozno, tako da njegovo truplo je bilo vsaj 3 tedne v Argentini. Torej, oče in mama sta njegovo truplo tako 3 tedne čakala, da sta ga lahko v miru pokopala. In pa še ena stvar, ki je dokaj uradna in je majčkeno v razmislek, da Liam dejansko na svoji roki ni imel svojega Rolexa. Ta Rolex je bil vreden prek 150,000 funtov. Kot veste, Rolexe se da slediti, tako da če bi ga nekdo ukradel, je to ful rizično. Nekaj dosti informacij glede tega Rolexa v javnosti, razen tega, da je pač pogrešan. Je pa dejstvo, da ga je nosil tako 2-3 ure, preden se je vse to zgodilo, pa mislim, da še eno zapestnico. Za me je bila kaj vredna ali ne, ampak te 2 stvari sta na njemu manjkale in pa je tudi v sobi. Tako da z tega razloga je tudi majčkeno sumljivo, kje bi to bilo. Zdaj lahko je nek, da bi izgubil pa to, ampak po drugi strani pa je še ena informacija in zdaj fani v tem mogoče ful težko to slišali. Niti ne upam trditi, da je dejstvo, ampak baje sta bila takrat v ta hotel prek aplikacije poklicana 2 ženska eskorta, torej 2 spremljevalke, neko se temu reče. Ne vem, a to na nek način je isto kot prostitucija ali neki vmes, ampak on jih bi prek aplikacije poklical zase in jima ponudil $5,000 ali 5,000 funtov, ne vem česa, in naj bi jima ne plačal, tako da valjda so se rodile ideje, da sta si mogoče same plačale s tem, da sta mu vzela ta Rolex in zapestnico. Ne vem. To je nekaj, kar sem prebrala, ne vem pa, če je res, valjda. Njegov pogreb je bil potem šele 20. novembra, to je več kot 1 mesec kasneje. Bili so tam vsi te člani One Direction, pa tudi Cheryl, pa Simon Cowell. Ni bilo pa te Maje, te
te bivše punce, ki bi tudi izdala knjigo o njemu, kar razumem, če bi bila abuzena z njegove strani, po drugi strani pa ne vem. Ne vem, kdo je šedi v tem primeru in tudi ne bom ugibala. Moramo govoriti tudi še o obdukciji. Na eni točki je prišla ven napačna informacija, baje, da naj bi imel poleg alkohola in antidepresivov v sistemu tudi pink kokain. To so potem rekli, da ni res, je bilo pa to, kar sem že naštela, torej antidepresivi, alkohol in pa navaden kokain, kar je pa tudi dokaj logično glede na to, da je bil ta kokain tako raztrečen po celi sobi, ker pozabila sem moment tudi, da je to sobo on razbil je televizor, vse je bilo po tleh, bila je napol popita steklenica penine, droge posod in tako. In ja, še to teorijo zarote, da omenim, da je bilo pač res tako očitno vse štala tam, da tudi iz tega razloga je folk mislil, da je to na nek način potaknjeno, da je pač en izmed teh zvezdniških žrtev, ki so se ga pač znebili. Ampak ne vem zakaj, ker na tej točki je bil on po mojem tako najmanj upadljiv Hollywoodar. Ne vem, meni se zdi, da je predvsej bil zdaj tako na off. Glede na njegove poškodbe v glavi in možganih je bilo tudi rečeno, da je umrl instantno in tudi ko so prišli ti reševalci, ni bilo tukaj nobene opcije, da bi nekaj kakorkoli oživljala reševalj na tej točki poškodb, pač nimajo kaj. Še eno teorijo manjkajo absolutno treba omeniti, ker veste, kaj se dogaja s P. Diddyjem, pač on je trenutno najbolj znan hollywoodski mogotec po tem, da je pač shady in je zlorabljal ljudi in izvajal nasilje nad ženskimi in jih spolno zlorabljal in snemal in izsiljeval in je pač najbolj nasty oseba ever. In tukaj je ta intervju, najprej si sam poglejte. I went over to say hello to P. Diddy and Jay-Z was there. I went over to say hello to P. Diddy and Jay-Z was there and Leonardo DiCaprio sat... All right, I think you've dropped enough names. In priznam, da je mal sumljiv, da se mečkan Selma Hayek in ta moški zraven začneta čudeno obnašati, ko Liam omen P. Diddyja ali pa Jay-Zija. Ko na hitro gledaš, vidiš samo, da ima mečkan rata, mogoče neprijetno, moški mu dejansko reče, ok, dost imen si rekel, dobesedno, dost imen si izpostavil, shut up. Je pa meni bolj padalo v oči videti njegove roke, ki ga ona dejansko, Selma ga dejansko tako butne tega zraven nje, takrat kamera lih odseka, tako da ni to očitno in potem oba data roke v isti položaj. Say hello to him, so I thought, P. Diddy. The worst of it happened, there was a whole thing with Jay-Z and I went to lean in to speak to him. But you can't lean in to speak to Jay-Z, you're not allowed to lean in. And his bodyguard just like... Tak, mečkan nadol trikotnik položaj. In ljudje so izpostavili, da je to totalna znak iluminatov in da se toliko bojijo Diddyja, da mogoče, če se hočeš zaščititi, tako kot da se zahvališ Beyoncé, v tem primeru, da daš roke v ta položaj, oziroma da mu Jun rekel, kao nehi omenjati imena, dosti je bilo. Če se pa kdo sprašuje, kaj tukaj Liam sploh govori, je pa to, da je bil na eni zabavi in ni vedel, komu iti in je šel potem do P. Diddyja, ki se mu zdel še najbolj dostopen in je potem P. Diddy z njemu držal čisto nerealno dolg handshake, da je full dolg to trajal in pa Liam reče, kao nisem vedel več, kaj se dogaja in reče tudi, da je imel najbolj evil smeh ever, tak ho. V glavnem, to je vse, kar se zgodi. Meni se zdi, da je malo nenavaden intervju in je možno iskreno, da se ljudje bojijo P. Diddyja in da pač neki zigar je v zadju, ampak ne vem pa, če bi Liama šli zaradi tega odstraniti, ker ta intervju, če jaz prav vem, je bil iz leta 2017, tako da ne vem, zakaj bi zdaj bilo to pomembno, se mi zdi vse skupaj kar neki. Če kdo je to Graham Norton Show. Je pa samo še ena stvar za na konc, pač ful ljudi hejta te uslužbence hotela ali pa hoteli. Jaz mislim, da do ene mere so naredili dost, pač nesel so ga v sobo iz razloga, ker ni važno, koliko je slava, nima on, ker je tam razgrajati po avli. Je pa res, da bi obvezno mogli mogoče preklicati reševalc, če bi bil nekdo tok opit in na vseh možnih substancah, ne pa ga lih nest v sobo. Pa še ena stvar je, po zakonu, baje naj bi hoteli, vsi hoteli v Argentini, mogli imeti na stand-by dežurnega zdravnika na kolu za čisto vsak primer, da avtomatično takoj, ko pokličejo, mora ta zdravnik priti in biti dostopen. Tako da mogoče so res narobe ravnali, da so šli klicati policijo in ne reševalcev, oziroma mogli bi oboje, če me ne vprašaš, ampak se mi zdi, da je bil en tipičen primer slavnega človeka, ki so hoteli čim dalj časa mu ugajati in ga pač ne preganjati in po eni točki je bilo too much, ker je mogoče druge goste strašil. In ja, težko je biti le pameten in res popolno reagirati, če me ne vprašaš. Drugač pa ja, ful lepega detka mrazi, ne, kvaj da on? Miklauža? Ful lepega Miklauža
closure sem petek, jaz na petek to snemam, na petek to objavljam, upam, da ste navdušeni nad novo kamero in to je tudi več ali manj to za ta video. Hvala, ker ste gledali, polajkajte, komentirajte, prosim, ker ful pomaga analitiki. Valjda uporabite mojo kodo za Jimbeam, Alenka 5, ker mi ful pomagate s tem narasti in hvala vsem, ki kdaj uporabite. Lepo se imejte, lep vikend, se vidimo, ajčo, bye!